Osnova ur s sistemom Android Wear je androidni telefon. Ura je z njim povezana prek Bluetootha, upravljamo jo v aplikaciji Android Wear. Večino podatkov pa dobiva prek pomočnika Google. Ta prikazuje kartice o vremenu, cenah delnic, javnem prometu in podobnih zadevah. Kartice se uporabniku nato prikazujejo na uri, kjer s potegi prsta v levo vidi več informacij, zadnja možnost je ponavadi odpiranje kartice na telefonu, kar v praksi pomeni, da je kar pogosto vseeno treba iz žepa izvleči telefon. S potegi prsta v desno pridemo spet nazaj do prvega nivoja, kjer lahko z dodatnim potegom kartico izbrišemo. S potegom navzgor pa gremo na naslednjo kartico, če jo sistem ponudi. Na uro je mogoče nameščati tudi aplikacije. Bolj natančno, določene aplikacije v telefonu podpirajo sistem Android Wear in s tem prikaz in upravljanje na uri. Za zdaj najbolj uporabne so aplikacije za rekreacijo, kot je Endomondo. Z njo na uro dobivamo sprotne podatke o tem, kako tečemo ali kolesarimo in lahko na uri zaženemo, prekinemo in ustavimo spremljanje vadbe. Seveda pa moramo telefon imeti pri sebi, saj ura izkorišča njegov sprejemnik GPS. Z osnovnega zaslona lahko pridemo še v nastavitve, škoda pa je, da se v njih ne da vrniti na prvi nivo, ampak vedno pademo nazaj na domači zaslon. Z njega lahko s potegom prsta navzdol pogledamo informacije o stanju baterije in uro utišamo. Ne moremo pa na svojo željo priklicati kartic. Te sistem ponudi, kadar se mu zazdi smiselno. Če uro potrepljamo, se prikaže osnovni zaslon prepoznavanja govora, ki pa ne razume slovensko. Lahko pa seveda z dolgim pritiskom na zaslon pridemo do izbiranja izgleda številčnice. Android Wear ni napačna osnova, toda ure na tej osnovi zaenkrat ponujajo premalo uporabnega in prevečkrat preložijo naloge telefonu.